Problem citostatikov v okolju je bil do nedavnega bolj kot ne spregledan. Znanost in različne strokovne ekspertize so se na to vprašanje obravnavale bolj obrobno. Pred 4 leti pa je v okviru Evrope stekel projekt sistematičnega proučevanja vpliva citostatikov, ki so se znašli v okolju. Celoten projekt je koordiniral Nacionalni inštitut za biologijo, natančneje vi, profesorica doktorica Mitka Filipič. Problem ostankov zdravil v okolju ni zelo nov. No. Najprej seveda so bili tarča raziskav tista zdravila, za katera se je vedelo, da se v velikih količinah uporabljajo in za katera se je tudi ugotavljalo v okolju pri raziskavah, da se pojavljajo. Za citostatike je pa v primerjavi s recimo zdravili za zmanjševanje krvnega pritiska, za zmanjševanje lipidov, za maščob, ja, v krvi. Ta zdravila se ogromno uporabljajo, tudi kronično, ne, zaradi tega so bili prve tarča. In druga skupina, ki je bila zelo pomembna tarča, so antibiotiki, ki se tudi v velikih količinah uporabljajo. Medtem ko za citostatike je pa veljalo nekako mnenje, da se količinsko ne uporabljajo v tako velikih količinah, da bi lahko v okolju predstavljala problem. Ne. Zdaj, tudi preden se zdravilo registrira, je potrebno izračunati predvidene okoljske koncentracije na osnovi predvidene porabe in obstaja recimo ta Evropska agencija za zdravila v svojih navodilih nekako postavlja mejo 10 nanogramov na liter, je tista meja, če so predvidene koncentracije višje, potem je treba narediti tudi testiranje na teh okoljskih organizmih in narediti oceno tveganja za okolje. Če pa so manjše, pa se smatra, da to ni nevarno. Izjema so do zdaj bili nekako te endokrini motilci hormonskega sistema. Ne? Za te se tudi ve, da delujejo že pri nižjih koncentracijah, lahko povzročajo tudi v okolju probleme. No, medtem ko za citostatike te okoljske koncentracije nekako niso predvidene, presegale 10 nanogramov, ampak njihov mehanizem delovanja je pa neselektiven, ker so genotoksični. To so zdravila za zdravljenje raka. To so zdravila za zdravljenje v bistvu. Zdravila za zdravljenje raka, ti citostatska zdravila za zdravljenje raka delujejo tako, da preprečijo delitev rakavih celic. In sicer večina deluje tako, da deluje na genetski material, na DNA in so torej genotoksična. In ker se rakave celice hitro delijo, so občutljivejše na delovanje teh zdravil, kakor normalne celice, ki se počasneje delijo. Ampak niso pa nobene celice neobčutljive, torej teoretično lahko citostatiki v majhnih koncentracijah, posebej če je izpostavljenost stalna, vplivajo na vse organizme, ki se delijo. In to je bila naša ideja, da enostavno zaradi tega mehanizma delovanja je treba preveriti, ali predstavljajo problem tudi v okolju, tudi če so koncentracije nižje od teh 10 nanogramov na liter. Drug problem je bil, ker koliko jih je pa v okolju, se pa tudi pravzaprav ni vedel zares, koliko jih je, ker enostavno zaradi tega, ker niso bili aktualni, tudi analitskih metod ni bilo dovolj občutljivih, da bi lahko zaznavali te zelo, zelo nizke koncentracije. Tako da namena sta bila dva v tem projektu. Razviti analitske metode, nove, kemijske, da bo možno zaznavanje pri teh nizkih koncentracijah, in druga, narediti res kompleksne študije možnih vplivov na vodne organizme. To se pravi, smo vzeli vse te različne trofične nivoje vodnih organizmov, od alg, cianobakterij, vodnih bolh in potem tudi rib. Ne? In smo potem zastavili raziskave tako, da bi prišli do teh odgovorov. No, tudi na celičnih linijah smo raziskovali predvsem zato, da bi skušali povezati te mehanizme na vodnih organizmih. Smo vzeli celične linije človeškega izvora in ribje, da bi skušali povezati te vplive in predvideti tudi možne vplive na ljudi. Ne, tukaj smo nekako takšno povezavo skušali narediti. Rekli ste, da ste v bistvu
ugotavljali oziroma skonstruirali metode, a ne, prepoznavanja in ugotavljanja. In to mislim, da kar za 25 citostatikov, izbrali ste pa 4 samo. Tako je, ja. Mi smo, to se pravi, kot sem rekla, en del je bil ta analitsko-kemijski. V tem delu smo uspeli razviti, tukaj sta predvsem sodelovala, to sta bili skupini iz Inštituta Jožef Štefan in pa iz Barcelone, skupina iz Barcelone. Ja, ker to je bil projekt, kjer je bilo 9 partnerjev iz različnih držav. No, in oni so zelo... To so evropske države. To so evropske države. Evropski projekt, ja, bile so, to se pravi, Italija, Španija, Avstrija, Madžarska, Srbija, Hrvaška, pa mi, ne, s tem, da smo bili iz Slovenije 3 partnerji. Tako, to je bil evropski projekt, no in Španci in Inštitut Jožef Štefan so razvijali te kemijske analitske metode in so uspeli razviti za 25 različnih citostatikov. Pri tem smo seveda raziskovali tudi v tem sklopu kemijskih raziskav, kakšna je njihova razgradnja, kakšni vmesni produkti nastanejo, zato ker tudi vmesni produkti so lahko tudi toksični, zdaj teh pravzaprav nismo testirali, čeprav je bil tudi, smo malo računali, da bo mogoče še kakšno nadaljevanje tega projekta, pa bomo takrat lahko, tako da je bilo določenih, identificiranih tudi nekaj teh vmesnih produktov, ki so stabilni in se lahko znajdejo v okolju, ne, in potem recimo citostatika samega ne najdemo, ampak vmesen produkt pa je tam v okolju, ne, ampak kemijska analitska metoda za citostatik, če ni fokusirana na vmesen produkt, tega ne zazna, zato je to zelo pomemben. Tudi kako se razgrajujejo, ne, nekatere metode smo tudi preizkušali, razgradnje teh citostatikov, zato ker zdravila so že vnaprej načrtovana tako, da niso hitro razgradljiva, zaradi tega, ker morajo v telesu priti do svojega cilja, tarče in tam delovati, zato se ne smejo hitro razgrajevati. In so zaradi tega lahko tudi v okolju precej stabilna, ne? Zato smo tudi preizkušali različne metode razgradnje citostatikov, ki bi bile pol uporabne za čistilne naprave, seveda, ne? Ali pa za specialno čiščenje odpadnih vod, recimo iz teh bolnišnic. No, čeprav je tako, ne, da citostatiki se zmeraj več uporabljajo tudi doma, ne, ali pa so pacienti tretirani v bolnišnici, potem grejo pa domov in v okolje pridejo, to mogoče treba povedati, oziroma sigurno, pridejo pravzaprav preko izločkov, ne, iz organizma, ker so pacienti tretirani in potem se izločijo, lahko čisti, lahko pa tudi njihovi presnovki. In tudi tisti presnovki so lahko še vedno aktivni in povzročajo škodo v okolju, ne. Zato v glavnem pridejo, to je glavni vir citostatikov oziroma sploh zdravil v okolju je preko izločanja iz organizma pacientov, ne. Veliko manj je tega, da bi kar v okolje stran metali. Se pravi, da pridejo v sistem preko pacientov, preko ljudi, ne. Odpadnih voda. Ja, odpadnih voda, komunalnih voda, ne, zdaj bolnice jih ponekod zbirajo posebej, lahko se čistijo posebej, ampak na koncu grejo vendarle na neko skupno komunalno čistilno napravo in če so težko razgradljiva, lahko pridejo tudi v okolje, ne. Se pravi, v rečne sisteme, ne, zdaj v podtalnici citostatikov niso, v pitni vodi do zaenkrat niso ugotovili, to je ampak je res, da se tudi ne iščejo, razen zadnja 4 leta, ki ni bil samo naš projekt, je bil še en projekt istočasno odobren, ki je bil pa nekoliko drugače zastavljen, kakor naš na temo vplivov citostatikov, tako da zaenkrat jih niso našli, no, v pitni vodi, ne. Saj zdaj za podtalnico je manj verjeten, drug problem so pitne vode, ki se pripravljajo iz površinskih vod, ne, tam bi pa lahko se ta problem pojavil.
No, zanimivo bi bilo zdaj slišati, kakšni so vaše ugotovitve, bodisi glede samih koncentracij, bodisi glede teh genotoksičnih vplivov. Ja, zdaj, kar se tiče koncentracij, smo mi predvsem se fokusirali v tem projektu, raziskovali, koliko jih je v odpadnih vodah. Smo raziskovali tudi nekaj površinskih vod in smo nekatere njihove metabolite ugotovili tudi v odpadnih vodah. Mislim, zelo veliko tega ni bilo v tem projektu, zaradi tega, ker so bile metode, je bilo treba najprej razviti, projekt je bil 4 leta in več kot toliko se ni dalo narediti, a ne, v tem času. Tako da v odpadnih vodah smo jih redno zaznavali, medtem ko potem po čiščenju v čistilni napravi so pa bile mnogih nismo več zaznali, nekatere pa bistveno manjše koncentracije. Zdaj, raziskav površinskih vod, potem pod temi čistilnimi napravami je bilo pa malo, tako da tam jih pa nismo mi ugotovili. Pač pa je ena raziskava, zdajle čisto nova, iz Tajvana, sicer evropske tovrstne raziskave ni, kjer pa so ugotovili kar 6 različnih citostatikov v površinskih vodah, čeprav tam je zdaj struktura vodotokov verjetno nekoliko drugačna, pa tako naprej, ampak definitivno so jih ugotovili kar v koncentracijah, ki so nad temi 10 nanogrami na liter, ne. No, mi smo pa zbrali 4 citostatike, smo pa potem mi zbrali za same te ekotoksikološke raziskave, ker citostatikov je ogromno. In sicer smo jih izbrali na ta način, da smo najprej preverili, kolikšna je uporaba in smo rekli, vzeli bomo tiste, ki se največ uporabljajo, ker je potem verjetnost, da se bojo pojavljali v okolju večja, in pa tako, da smo vključili citostatike z različnimi mehanizmi delovanja, ker delujejo na DNA, na genetski material, ampak na različne načine, ne. Tako da smo potem izbrali ta 5-fluorouracil, ki je antimetabolit in se zelo veliko uporablja, to je ena največ uporabljanih citostatskih zdravil. Potem smo vzeli še etopozid, se uporablja sicer manj, veliko pa v kombinacijah, deluje drugače kakor 5-fluorouracil in nas je pač zanimalo, kako se potem tudi vodni organizmi odzivajo na to. Potem smo imeli cisplatin, to je eno najstarejših citostatskih zdravil, in pa smo potem vzeli še kinazni inhibitor, imatinib mesilat. Ta pa v bistvu ne deluje genotoksično po svojem osnovnem mehanizmu, zaradi tega je pa zelo novo zdravilo to. Kinazni inhibitorji, ta konkretno imatinib mesilat, je bil razvit za zdravljenje kronične mieloične levkemije in je cilja prav na tisto, kako bi rekla, kinazo, tisti encim v celicah, ki se pretirano izraža in zato se te celice delijo nekontrolirano. Ta imatinib pa to zavira in se potem v njegovi prisotnosti celice ne delijo in so zelo dobri terapevtski rezultati, ne. In potem so začeli razvijati tudi druge kinazne inhibitorje, zato ker je to en od mehanizmov, s katerimi te rakave celice dosegajo to svojo nekontrolirano rast. Ampak se je pokazalo tudi, da niso ti inhibitorji tako zelo specifični. Vzeli smo ga pa, čeprav ni genotoksičen, zato ker smo videli pri tej analizi porabe citostatikov, da se veliko uporablja in da ker smo imeli analizo v Sloveniji, imeli smo pa tudi nekaj podatkov iz Francije pa iz Nemčije, da ta poraba iz leta v leto narašča, ne. Mi smo analizirali od leta 2011 za Slovenijo smo imeli podatke do leta 2013 in smo videli, da ta poraba tako imatinib mesilata kot drugih kinaznih inhibitorjev hitro narašča. Zato smo rekli, to je kljub vsemu aktualno, dajmo pogledati še, kaj se dogaja s tem, ne. Ali tudi predstavlja tveganje in če je mogoče genotoksičen, ker teh podatkov pa ni bilo. Za ostale so, se ve, za tega pa teh podatkov ni bilo oziroma so
bili tako, ena raziskava je pokazala, da lahko, da je genotoksičen, druge so pokazale, da ni, pa smo rekli, no, dajmo. No, to je bila zelo dobra odločitev. No in potem smo pa to raziskovali na algah in cianobakterijah, toksičnost. Ja, toksičnost, tam nimamo metode, oziroma so metode, ampak mi nismo uporabljali za genotoksičnost na algah in cianobakterijah, ampak nas je zanimalo, če vplivajo na razmnoževanje alg, to se pravi na razmnoževanje. No in smo ugotovili, da vsi štirje vplivajo, vendar koncentracije niso bile tako zelo nizke, ne, da bi bile v okolju lahko prisotne, oziroma mislim, da za 5-fluororacil smo prišli do koncentracij, ki so bili z tistih, ki so v odpadnih vodah, ne. No, ampak potem smo se lotili še ene raziskave, namreč citostatiki se uporabljajo tudi v kombinacijah, pa tudi v okolje prihajajo v kombinacijah, ne. Zato so nas zanimale tudi učinki kombinacij, tako da smo testirali potem še zmesi, ampak v prvi fazi samo dvokomponentne zmesi, smo jih spravili glede na to, kako se v tretiranju uporabljajo. Ideja je bila pa ta, če se za zdravljenje raka uporablja kombinacija, ki je bolj učinkovita kakor posamezen, potem so lahko tudi učinki v okolju, če se znajdejo v kombinaciji, škodljivi učinki večji, kakor če je posamezen, ne. In točno to se je pokazalo recimo za kombinacijo 5-fluororacil pa imatinib mesilat, ravno te dva, ki se največ uporabljata, da v kombinaciji je njihov negativen učinek veliko večji, kot bi pričakovali od vsakega posameznika, če bi samo sešteli učinka, ne. To se pravi, da delujeta sinergistično, in tukaj so pa koncentracije bile že zelo nizke, pa res blizu tistemu, kar bi mogoče tudi se v okolju znašlo. Medtem ko recimo kombinacija 5-fluororacil in etopozid, tam je bil pa učinek manjši, kakor bi pričakoval, ne, v okolju. Mislim, manjši, kakor bi pričakoval na osnovi toksičnosti posamezne, ne. Tako da oboje je možno. Zdaj, pri ocenjevanju tveganj za okolje obstajajo neki matematični modeli, saj mi smo jih tudi uporabili za predvidevanje učinkov kombinacij, ki nas je zanimalo, koliko model pravilno predvidi, koliko pa ne, in se je izkazalo, da ne vedno, ne. Profesor Filipičeva, katera pa je najbolj izstopajoča ugotovitev pri vseh teh v vašem projektu? No, najbolj izstopajoča ugotovitev našega projekta je zagotovo ta, da smo ugotovili pri 5-fluororacilu, da dejansko lahko povzroča vplive na, to smo delali dvogeneracijski test na modelu z ribami, cebricami, in smo ugotovili, da pri koncentraciji 10 nanogramov na liter, to smo vzeli kot najnižjo koncentracijo, in če sem odkrita, smo pričakovali, da tam ne bomo nič videli. Ampak smo videli tudi pri 10 nanogramih na liter, v prvi generaciji smo potem gledali poškodbe DNA v jetrih, škrgah, gonadah in pa v limfocitih oziroma eritrocitih. In smo ugotovili, da povzroča poškodbe v jetrih in povzroča mikronukleuse, to se pravi v teh eritrocitih, že pri 10 nanogramih na liter, kar je res nizka koncentracija. Še bolj pomemben je pa, da smo to uspeli tudi potrditi z tako zvanimi genomskimi raziskavami. Mi smo tudi naredili analizo izražanja gena v jetrih in smo ugotovili, da se tudi pri tej nizki koncentraciji, ne samo, da se število genov pri nižji pa višji spremeni od doze odvisno, ampak da so se povečalo izražanje nekaterih onkogenov, kar kaže nekako na en rakotvoren potencial te substance. Po drugi strani je pa res, da ker je bila dvogeneracijska študija, nismo pa ugotovili nobenih vplivov na razmnoževanje, na recimo reprodukcijo, na sposobnost oplojevanja, na število jajčec, pa nobenih drugih sprememb, razen tega pa nismo ugotovili. Ampak to vendarle pomeni,
Nismo pa gledali, so se potem res razvili raki v teh ribah, ker pa bi mogli čisto drugače zastaviti študijo. Je pa res, ne, da to pomeni, da se potem lahko pri ribah pojavijo raki, to potem zmanjša njihovo, kako bi rekla, sposobnost, zdravje in se potem na dolgi rok lahko tudi populacije zmanjšajo. Po drugi strani je tudi tako, ne, da v končni fazi je treba ne samo pri ljudeh, tudi pri vretenčarjih se ščiti posameznika, ne samo cele populacije. Ne. Tako da to že vendarle pomeni določeno tveganje za okolje. Zdaj, kaj to pomeni za ljudi, recimo, zdaj, da bi bili preko okolja izpostavljeni, niti ne. To jaz mislim, da ne, da so koncentracije le prenizke. Drug problem pa so izpostavljenost recimo v bolnicah, v teh pripravi citostatikov, pa tako naprej, kjer je sicer visoka zaščita, ampak vendarle se ostanki lahko pojavljajo. Tukaj pa je lahko ta raziskava pomeni, da tudi je pa lahko tudi osebje ima povečano tveganje za recimo nastanek raka zaradi teh izpostavljenosti. No, zdaj tukaj smo konkretno 5-fluororacil raziskovali, tako da to ni zanemarljivo. Zato, ker konec koncev ribji modeli se zmeraj več uporabljajo tudi za predvidevanje učinkov na ljudi, ne. Zdaj s celicami pa pravzaprav pri celicah pa se ne da priti do tako nizkih koncentracij, da bi se to že pri tako nizkih koncentracijah te efekti videli. Tako da jaz mislim, da dejansko je en velik preboj je pravzaprav res ta študija. Zdajle je bila objavljena je sprejeta v objavo in je že objavljena na internetu in jaz zaenkrat še za nobeno svoj članek nisem dobila tako hiter potem, ko se je pojavil na internetu toliko povpraševanja, da jim pošljem članek. Tako da izgleda, da bo kar aktualen. A predvidevate, da bi recimo te ugotovitve imele potem nekakšen učinek za sprejetje ali pa razmišljanje o ustrezni zakonodaji? Na vsak način. To je bil tudi namen, ker namen je bil ugotoviti, ali predstavljajo tveganje ali ne. In ti rezultati definitivno kažejo, da predstavljajo citostatiki tveganje tudi pri teh koncentracijah nižjih od tiste mejne, kjer zakonodaja zahteva temeljite ekotoksikološke raziskave. Zato zdaj to ne bo šlo čez noč, veste, spremembe zakonodaje, to so dolgotrajni procesi, tukaj je veliko interesov, pa tako naprej, seveda za farmacevtsko industrijo najbrž to ni dobra informacija, ker to pomeni, da bo to dražje, a ne. Ampak vendarle, jaz mislim, da bo šlo v to smer, sigurno bojo potrebne dodatne raziskave, sigurno bojo še drugi raziskovali na podoben način, da zaenkrat vemo to za en citostatika, zdaj to neka skupna lastnost, ali to velja samo za tega. Vsekakor pa to pomeni, da bo treba, najmanj kar bo treba tiste citostatike, nova zdravila, ki se razvijajo, bo treba, ne glede na to okoljsko koncentracijo, tudi testirati ekotoksikološko in narediti oceno tveganja za okolje. Jaz sem prepričana, da bo slej ko prej do tega prišlo.